No, zdaj pa lahko kar začnemo. Še enkrat lep pozdrav vsem in dobrodošli na še enem poljudno-znanstvenem predavanju ASEF-a Mladi umi. Moje ime je Petra in sem ASEF štipendijska generacija 2018 in najprej bi se rada zahvalila k vabilu k povezovanju današnjega dogodka, ki ga organizira ASEF, American Slovenian Education Foundation, z namenom promocije znanosti in raziskovalnega dela ASEF štipendistov. Preden predam besedo Tajdi, bi najprej želela na kratko predstaviti ASEF. Sledil bo nagovor Blaža, predstavnika kluba belokranjskih študentov, ki je današnji soorganizator, in po predavanju bomo namenili nekaj časa tudi vašim vprašanjem in krajši razpravi. Tako da najprej par besed o ASEF-u. Smo neodvisna neprofitna organizacija, ki omogoča povezovanje talentiranih slovenskih študentov s profesorji na najodličnejših univerzah po svetu. Namen organizacije je tako sooblikovanje izobraževalnih aktivnosti in ustvarjanje nekega skupnega prostora za učitelje, voditelje iz različnih področij, ki stremijo k odličnosti, posebnemu značaju in vračanju skupnosti. V sklopu svojih aktivnosti ASEF vsako leto omogoči nadarjenim slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin raziskovalni obisk na eni izmed vrhunskih univerz. Blaž, če lahko kar naslednji slajd. In take univerze so recimo Harvard, Stanford, Princeton in tako naprej. Štipendijski program ponuja dve vrsti štipendij, za raziskovalni obisk v tujini in za raziskovalni obisk v Sloveniji. In za štipendijo lahko zaprosijo vsi slovenski študenti vseh stopenj, ki študirajo v tujini ali v Sloveniji, in tudi študenti slovenskih korenin, ki živijo v tujini. Naj omenim tukaj, da so prijave za obiske v naslednjem letu odprte, tako da, če vas zanima, lahko do njih dostopate preko linka v chatu. ASEF štipendijski program obsega obdobje 3 let in vključuje 10-tedenski raziskovalni obisk na tuji univerzi oziroma inštitutu, in med obiskom imajo študentje možnost tudi nastanitve pri eni od slovenskih družin, kar prispeva k integraciji v slovenske skupnosti po svetu. Po vrnitvi v Slovenijo pa štipendisti aktivno sodelujemo še pri ASEF dogodkih, kot so recimo ASEF Speaker Series, tutorstvo, izjemne zgodbe, gala, različne delavnice in tudi predavanja, kakršno je današnje, ASEF Mladi umi. In vsem tem dogodkom lahko sledite preko družbenih omrežij ali pa se preko ASEF spletne strani prijavite tudi na novičnik. Preko teh štipendijskih programov ASEF tako gradi skupnost perspektivnih mladih raziskovalcev, ki potem tudi po raziskovalnem obisku sodelujejo z gostujočimi profesorji in tako spodbujamo akademsko raziskovanje, skrb za prenos slovenske kulturne dediščine in hkrati aktiven prenos znanja in izkušenj s širšo skupnostjo. Sedaj bi pa predala besedo Blažu, ki je vodja sekcije za kulturo in družbo kluba belokranjskih študentov, ki je pripomogel k organizaciji današnjega dogodka. Lepo pozdravljeni še z moje strani in pa strani kluba belokranjskih študentov. Zdaj bom na kratko predstavil klub, s čim se ukvarjamo, kdo smo. Torej, klub belokranjskih študentov je bil ustanovljen leta 1963 z odcepitvijo od kluba dolenjskih študentov. Deluje na območju Bele krajine, to so občine Črnomelj, Metlika in Semič, združuje pa študente in dijake iz Bele krajine. Smo največja mladinska organizacija na območju Bele krajine, organiziramo pa razne kulturne, družabne, izobraževalne in športne dogodke ter še marsikaj drugega. Torej, med našimi dogodki, kot sem že omenil, izvajamo tedensko rekreacijo, smučanje, športne turnirje. Organiziramo tudi brucovanje v Ljubljani za belokranjske študente, kjer tradicionalno pijemo eno pijačo, ki se reče čefuka. To je pijača grozno neokusnega vonja in pa okusa. Gre za skrivni recept. Jo pa mora vsak belokranjski bruc spiti, da postane del naših študentov. Organiziramo tudi tematske zabave, koncerte in pa novoletni izlet v tujino.
letos gremo v Novi Sad, zdaj vidite, da smo šli pred leti v Beograd, tako da gremo vsako leto nekam. Organiziramo pa tudi gledališke igre, stand-upe, večere poezije, literarne večere in pa tudi izobraževanja ter predavanja, kot je to danes. Naš klub izdaja 4-krat letno glasilo, to je Zvitica, v vsakem letnem času enkrat. V njej pišejo študenti in pa dijaki iz kluba, pišejo o svoji študentski smeri, svoje razmišljanja, tematike iz svojih področij, zajema pa tudi recepte, poezijo in pač drugo literarno ustvarjanje ter pa razna razvedrila. Naš klub ima tudi svoj podcast, in sicer prvi belokranjski podcast, ki se imenuje IKT. IKT to je v bistvu izraz, ki ga Belokranjec reče drugemu, ko se srečamo po dolgem času. Navadno odgovor, nič baš, torej nič takega. Pogovarjamo pa se z zanimivimi Belokranjci, ki imajo kaj pametnega za povedati. Zdaj podcast vodim jaz. Imeli smo do zdaj že 7 različnih epizod, vsak en mesec ena epizoda. Med njimi bi izpostavil 3. epizodo za današnjo predavateljico Tajda Klobučar. Pogovarjali smo se pa o njeni magistrski ter o doktorskem študiju, da to temo približamo še širši populaciji. Pogovarjamo pa se na splošno o delu, uspehih, interesih naših intervjuvancev. Smo pa dostopni na Spotifyju, Google Podcasts, Apple Podcast, pač na drugih platformah. Ta teden izide glih 8. epizoda z eno modno oblikovalko iz Bele krajine, tako da v petek povabljeni, da prisluhnete. Glavni dogodek, ki ga organizira Klub belokranjskih študentov, pa je Črnfest. To je enotedenski festival oziroma 8-dnevni festival. Njegov slogan je dobro za vse, ker za vsakega ponuja nekaj, od glasbe, smeha, športa, kulinarike in pa otroškega rajanja. Letos je bil že 14. tradicionalni, tako da drugo leto bo recimo okrogli 15. Če malo povzamem dogajanje letos, v soboto smo začeli z urbano kulinariko, v nedeljo smo nadaljevali s teniškim turnirjem, sledil pa je stand-up, literarni večer, potem smo imeli otroško predstavo in pa predstavo za odrasle, akustični koncert, rap večer in pa glavni dogodek, na katerem je nastopil band Hladno pivo. Tako da smo aktivni na različnih področjih in pa povezujemo to belokranjsko skupnost v Beli krajini in pa tudi v Ljubljani in drugih univerzitetnih mestih. Tako da to je to iz moje strani. Hvala lepa. Super, hvala Blaž za to predstavitev. No, zdaj mi je pa veselje predstaviti današnjo govorko, Tajda Klobučar. Tajda je magistrica biotehnologije in tudi doktorska študentka programa bioznanosti na Ljubljanski univerzi ter gostujoča raziskovalka na The Francis Crick Institute v Londonu. Dodiplomski in magistrski študij je Tajda zaključila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in je zanj prejela tudi vrsto priznanj za izjemne dosežke, ki vključujejo Zoisovo štipendijo, pohvalo fakultete za najboljšo študentko letnika, štipendijo Univerzitetne ustanove Lenarčič Milana, svečano listino Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke, priznanje Biotehniške fakultete za izvrsten študijski uspeh ter Prešernovo nagrado za študente in študentke Univerze v Ljubljani. Tajda je med tekom študija bila tudi aktivno vključena v raziskovalno dejavnost na tujih univerzah, in sicer v Münchnu, Lundu ter Lizboni. Je soavtorica več znanstvenih člankov, aktivno se udeležuje tudi slovenskih ter mednarodnih znanstvenih srečanj, je violinistka in ASEF štipendistka. Tajda, no, preden ti predam besedo, bi vse udeležence rada povabila k zastavljanju vprašanj na povezavi Slido, ki bo tudi v chatu, z uporabo ključnika ASEF Mladi umi. Ob koncu predavanja, če pa kdo želi vprašanje zastaviti v živo, lahko dvigne roko in mu jaz predam besedo, ali pa napiše tudi kar v chat v Zoom. No, Tajda, zdaj pa izvoli. Najlepša hvala, Petra, za ta sploh slikovit prikaz moje študijske poti. In seveda najlepša hvala ASEF-u ter KBŠ-u za povabilo
temu dogodku. Samo da zrihtamo zdaj te tehnikalije. Okay. Tako, zdaj bi mogli videti moj velik screen. Ja? Ja, super. Okay. Hvala. Tako je, torej jaz sem današnje predavanje naslovila z naslovom Pogled raznoliki svet RNA. V glavnem iz tega razloga, ker so me iz ASEF-a prosili, da nekaj povem o svojem delu, o svojem doktoratu namenjeno za širšo publiko. No? In to je nekaj, kar vsak raziskovalec najprej prespi in se šele potem odloči, a se grem tega ali ne. In sem nekako za danes res pripravila okviren svet, kaj to RNA je. Jaz samo upam, da vi ne vidite te ikonice. Vidite, cel ekran. Torej, ja, pripravila sem nekako predavanje iz 4 delov, nekaj malega še v meni, čeprav je Petra že lepo vse povzela. Potem na splošno o tem, kaj RNA je in če kaj odnesete iz današnjega predavanja, je mogoče glavnina stvari ravno v tem poglavju. Potem pa nekako bom prešla v to, kar dejansko študiram oziroma se trudim raziskovati in pa zakaj to sploh raziskujem. Kot je rečeno, sem rodom Belokranjka, ne le, da sem iz Črnomlja, tam sem tudi ostala skozi celotno srednjo šolo in se potem podala na študij biotehnologije. Zakaj pa ta evropska mapa? Moram priznati, da čeprav sem formalno doštudirala oba programa v Sloveniji, se bolj poistovetim s tako imenovanimi evropskimi študenti. In sicer ravno zaradi vseh omenjenih praks, ki jih je tudi Petra že omenila, tukaj pa jih poudarjam čisto iz tega, ker vem, da je v publiki tudi veliko mlajših kolegov in jih s tem tudi skušam mogoče spodbuditi, da se odpravijo ven, pridejo nazaj, kar je tudi nekako celovit namen ASEF-a konec koncev. Torej, jaz sem po diplomskem študiju vzela absolventsko leto in pristala na koncu večino tega leta v Münchnu v Nemčiji, torej na praksi. Tam sem se tudi prvič spoznala s tem raziskovalnim svetom in mi je res začelo že dišati počasi. Potem sem semester študijski tekom magisterija preživela na Švedskem in na koncu svojo magistrsko nalogo, torej ta praktičen del, opravljala v Lizboni na Portugalskem. In konče rečeno, na koncu, če bodo kakršnakoli vprašanja, sem seveda odprta za tudi kakršnakoli osebna, ne le v povezavi s predavanjem. Kdor me pozna, se pravi od domačinov Črnomaljcev, me verjetno ne prepozna brez violine. Tam sem namreč predvsem bila prisotna kot violinistka z godalnim sestavom Batalja. Smo kar 10 let nekako skrbela za to klasično vzdušje Črnomlja. V okviru, se pravi, društva smo tudi redno sodelovali tako s klubom belokranjskih študentov in drugih organizacijah v Črnomlju. Smo redne gostje Črnfesta, Jurjevanja in vseh možnih drugih kulturnih dogodkov. Poleg tega pa igram tudi v najrazličnejših bolj ali manj rednih zasedbah in pa sem dolgoletna članica folklorne skupine Dragatuš in tako tudi, se pravi, vsakoletna gostja največjega folklornega festivala v Sloveniji, to je Jurjevanje. Kot je Blaž že omenil, z veseljem sem se odzvala povabilu KVŠ-a, torej k sodelovanju pri snemanju podcasta in moram priznati, da študenti res delajo pač super stvari, so polni idej in res priporočam. Tudi če ne razumete belokranjsko, razumeli boste poanto. Tako da res priporočam, da si jih malo pogledate še naprej. Kje pride zdaj povezava z ASEF-om? Jaz sem po končanem magistrskem študiju si nekako želela, začela sem se
igrati s to idejo, ok, res bi šla rada na doktorat, ampak kam, nisem se na prav veliko programov prijavila in sem začela malo iskati priložnosti. Potem se je pojavil razpis za ASEF Junior Fellow in se mi je zdela super priložnost, da si nekako greš na 10-tedenski obisk k nekemu profesorju, kjer bi morebitno lahko preživel nadaljnja 4 leta ali več. No in zdi se mi pomembno, da se najprej nekako začutiš skupino s tematiko, če te sploh zanima. No, na koncu sem bila dogovorjena s profesorjem Jernejem Uletom, da pridem v London, tam ima namreč on glavnino svoje skupine, ampak ker je bilo to koronsko leto, je bilo seveda potovanjem nenaklonjeno, recimo temu tako, sem pa imela srečo, ker je Jernej ravno odprl drugi satelitski laboratorij v Ljubljani. Tako da, čeprav sem svoj obisk nekako naredila virtualno, sem bila v resnici tudi v laboratoriju, sicer v ne tem, katerem je bilo planirano, ampak ok, vseeno pa eksperimentalno delo. Omenila pa bi tudi še izlet. Če tudi nismo potovali na svoje raziskovalne obiske, smo vsaj Fellowsi 2020 organizirali izlet po Sloveniji, med drugim tudi po Bizelskem in pa Beli krajini. Ta slika je z izvira reke Krupe in moram reči, da smo se res super imeli in končno imeli neko možnost tudi se spoznati med sabo. Tako, torej, kje sem zdaj? Delam doktorat, torej sem študentka 2. letnika bioznanosti in delam doktorat v skupini torej profesor Uleta pod mentorstvom dr. Miha Modica. Kar je nenavadno v naši skupini je ravno to, kar sem že omenila, torej, da je glavnina skupine sicer v Londonu, ampak je zdaj že kar velika gruča ljudi tudi v Ljubljani in moram priznati, da nima prav veliko profesorjev oziroma vodi skupine kar dveh skupin. Tako da, če tudi sem bazirana v Ljubljani, se glede na potrebe po napravah ali kakšnih dotičnih eksperimentov pač za krajši čas napotim v London, kjer sem tudi trenutno. Tako da lep pozdrav z otoka. Samo še kratka PR minutka našega laboratorija. Čeprav smo zaštartali stvar v tem nesrečnem koronskem letu, torej leta 2020, moram priznati, da se je laboratorij zelo uspešno zagnal. Tudi prvi članek, v katerem sta pomagala 2 kolega iz ljubljanskega laboratorija, bioinformatika Ara Mamiljeti in Klara Kuret, je bil ravno objavljen v reviji Cell. Poleg tega smo gostili tudi 2 dijakinji, tukaj na sliki spodaj, v okviru dijaške poletne šole Kemijskega inštituta in uspelo nam je celo doživeti eno konferenco v živo, to je bilo letos septembra na Dunaju. Kolikor vas še karkoli bolj podrobno zanima v našem laboratoriju, vabljeni na našo spletno stran ULELab v Google in vas najde. Moram pa priznati, da če tudi smo na dnevni bazi povezani London-Ljubljana, Ljubljana-London, je prav odleglo, to je slika iz približno mesec nazaj, ko se končno lahko s kolegi tudi v živo in v bolj neformalnem okolju malo zadebatiramo in spoznamo. Tako, toliko o tem. Zdaj pa gremo na RNA in zakaj raznoliki svet RNA. Najprej naj se popravim oziroma razložim izbiro besede v svojem naslovu in se opravičujem vsem slovenistom. RNA je namreč kratica, angleška kratica za ribonukleinsko kislino, se pravi, izhaja iz besede ribonucleic acid, in slovensko je seveda ribonukleinska kislina, pravilna kratica RNK. Kakorkoli, glede na to, da imamo na dnevni bazi ves čas angleščino, v večini znanosti, sem pač vedela, da se bom sam ves čas motila in sem se odločila, ok, dovolim si ta lapsus in od zdaj naprej govorimo RNA
vemo pa vsi, da je to eno te isto. RNA molekula je tako kot DNA, tako kot DNA sestavljena iz dušikove baze in pa sladkorja, razlikujeta se pa v treh glavnih razlikah, torej sladkor je malenkost drugačen, odtod tudi razlika v imenu, torej pri RNA imamo ribozo, pri DNA deoksiribozo. 3 od 4 dušikovih baz imata skupne, medtem ko je timin zamenja z uracilom v molekuli RNA, torej ena Lego kocka je drugačna. In nenazadnje, medtem ko je DNA molekula dvoverižna vijačnica, je RNA enoverižna. Tu pa lahko recimo poudarim dejstvo, da je to tudi razlog, zakaj je RNA zaradi te osamljenosti, torej zaradi strukture enoverižne molekule, je tudi manj stabilna, bolj občutljiva na pogoje shranjevanja, o čemer verjamem, da ste večina že prav veliko slišala v zadnjem letu, torej zato tudi shranjujemo RNA veliko bolj delikatno in previdno kot DNA molekula. Skupina, ki spadamo pod okvir raziskovanja RNA biologije, je seveda center našega vesolja RNA. In če jo umestim v centralno dogmo biologije, ki jo je postavil Francis Crick že leta 1985 in ki opisuje pretok informacije v celici, ta izgleda nekako takole. Torej, informacija se iz DNA prepiše v RNA in ta pride dokončno do proteina. Protein pa je seveda ta delovni konj v celici, kakor se radi izražamo, se pravi, proteini so tisti, ki nekaj dejansko počno, informacija pa vedno teče v tej smeri, oziroma če lahko uporabim neko prehransko analogijo, ki jih zadnje čase zelo veliko uporabljam, si lahko predstavljate, da je DNA nekako kuharska knjiga, RNA je recept, ki ga izberemo, da lahko pridemo do zaželjene jedi. Jed, ki jo skuhamo in izvira iz recepta, pa je potem protein. Se pokažem, recimo, to je osnovna skica iz originalnega članka Francisa Cricka, ki je predlagal to in je obveljala kot centralna dogma biologije. Vidimo en kup drugih puščic, to pa je zato, ker je seveda celica vseeno veliko bolj kompleksna kot kuharski recept. Tako, mogoče tukaj pozor, če kaj odnesete, je ta točka mogoče že dovolj dobra, se pravi v nekak tretjem delu predavanja bom mogoče malo preveč zakomplicirala, ampak se mi je zdelo primerno za tako poljudno znanstveno predavanje, da se dotaknemo tudi ključnih molekul za sintezo proteinov. Se pravi, sem že rekla, proteini so delovni konji, ampak brez RNA na več nivojih tudi teh ne bi bilo. Pravi, 3 glavne skupine RNA so informacijska, ribosomalna in prenašalna. Zakaj informacijska ali mRNA, ki spet izhaja iz angleščine messenger RNA? Informacija, ki jo nosi, je pravzaprav recept za sintezo oziroma sestavo proteina, ki ga celica potrebuje. Iz DNA se torej ta informacija prepiše v mRNA, ki se mogoče pogledamo globlje. Torej, informacija, ki jo nosi, je pravzaprav zaporedje nukleotidov, ki so potem berljivi v kasnejših fazah v obliki teh trojčkov ali kodona. Zato tudi pravimo, da informacijska RNA kodira zapis za protein. Okay, se pravi, nosi informacijo. Kje pa se protein naredi? Protein se sintetizira, nekako se zloži skupaj na ribosomu in kot lahko uganete iz imena, ribosomalna RNA pravzaprav sestavlja
je del ribosoma. Torej, ribosom predstavlja neko mašinerijo in je mašinerijo, ki v bistvu sintetizira protein, tako je. In zaradi nekako skušam vse poenostaviti danes in ves čas bom risala te RNA kot neke špagetke. Naj pa na tej točki poudarim, da pravzaprav ribosomalna RNA izgleda nekako tako in je daleč od tega, da so to kar neki prosti špagetki, nestrukturirani v celici. Pravzaprav je že cela mala umetnost v samih strukturah RNA, ki jih tvorijo. Ok, se pravi, imamo informacijo in imamo prostor, imamo mašino, ki bo naredila protein. Iz česa pa ga naredi? Osnovni gradnik vsakega proteina so aminokisline in da aminokisline sploh pridejo do ribosoma, poskrbi prenašalna RNA ali transfer RNA. Se pravi, imamo ničkoliko različnih tRNA z različnimi aminokislinami, ki privedajo le-te do mesta sinteze proteinov. In torej, če povzamem, mislim, da sem vas že zdaj uspela prepričati v raznolikost RNA, saj že v samem konceptu sinteze proteinov, torej nastanka proteinov v celici, je ravno mRNA tista, ki nosi informacijo. Kaj bomo prepisali? Sestavlja mašinerijo, ki bo to prevedla in prinaša osnovne gradnike. Je pa res, da to še zdaleč niso edine RNA molekule v celici. Torej, res je, da predstavljajo glavnino RNA molekul, tako po masi, se pravi, vidimo v modrem rRNA, pa tRNA in mRNA in potem je nekaj malega ostalega in enako je po številu molekul. Vendar obstaja kup ostalih v manjšini, sicer RNA molekul, ki pa skrbno nekako nadzorujejo, kateri geni, koliko tega gena, zakaj in kdaj. Na koncu dneva je v celici ves čas potrebno to neko ravnovesje in vse, kar organizem počne, se morajo celice ustrezno odzvati in med drugim tudi RNA pri tem pomagajo. Naj med drugim omenim recimo male jedrne RNA, male nukleolarne, male interferajoče. Lahko ganete, zakaj male, ker so dejansko zelo majhne, zelo kratka zaporedja. Potem so tu še mikroRNA, ki jih recimo velikokrat srečamo pri opisu kakršnih bolezni in pa na koncu dolge nekodirajoče RNA, ki seveda zanimajo tudi mene. Pravi, ta manjšinski del je žal ta zanimiv del. Tako, in tukaj bom nekako preklopila na ne preveč podrobno, obljubim, ampak vseeno malo bolj podrobno na tematiko doktorata. In sicer glavni akterji so nekako dolge nekodirajoče RNA. Spet gre za kratico iz angleščine, torej long no-coding RNA, ker ni nič drugega kot to, kar že same povejo, torej so daljše od 200 nukleotidov, ne kodirajo pa zapisa za protein. Torej, za razliko od mRNA, ki nosijo informacijo, ki je v bistvu namenjena temu, da nastane nek dotičen protein, ki ga recimo celica potrebuje, so pa te nekodirajoče RNA prav tako prepisane, ampak iz njih ne bo nikoli nastal protein. Vključene pa so v kup celičnih procesov in lahko po domače rečemo, da se praktično vtikajo vse povsod, odkar so jih sprva odkrili, pa tudi je zdaj že precej desetletij od tega, ampak nekako najdejo prvo, drugo, tretjo, potem se kar pojavi tak val modelov in idej, kaj vse delajo, kje vse so jih našli. Nekako zaenkrat so odkrili že povezavo z DNA in samim kromatinom, potem sodelujejo na nivoju regulacije, torej vežejo se tako na proteine kot krajše peptide, regulirajo same informacijske RNA, interagirajo z malimi molekulami in recimo z drugimi nekodirajočimi RNA molekulami. Kot sem že omenila,
povezali so jih z nešteto boleznimi, zares. Če karkoli vas zanima in pogooglate neki long no-coding RNA in eno bolezen, nekaj se bo našlo. Med drugim tukaj navajam recimo diabetes, najrazličnejše vrste raka in pa med drugim tudi nevrodegenerativne bolezni. Kakšno vlogo imajo, nekako namiguje že ta skica. Vemo, da marsikatere nadzirajo izražanje sosednjih genov, to pomeni, če se prepiše en gen, za njim pa se prepiše, torej fizično za njim se nahaja pa zapis za dolgo nekodirajočo RNA, vemo, da zdaj, ko se ta prepiše, v bistvu vplivala na sam prepis prvega gena, ne, in ima tako neko zanko deluje, kar je precej fascinantno, vsaj meni. Obstaja pa tudi skupina dolgih nekodirajočih RNA, ki imajo bolj strukturno vlogo in sodelujejo v različnih fazah, v tem smislu, v smislu bolj življenjskega cikla informacijske RNA, se pravi, kaj se z njo dogaja in kako vplivajo na signalne poti znotraj celice. Kakorkoli, če pa bi radi še drugo stvar zares odnesli iz tega predavanja, je to ta, da žal funkcija mnogih dolgih nekodirajočih RNA, če ne večine, pravzaprav še ni znana. In tudi vsakodnevno odkrivamo še več novih nekodirajočih RNA, ki jih prej ni še noben opisal. Kar pa je tudi razlog, zakaj so zanimive meni oziroma nasploh raziskovalcem v svetu biologije RNA, ker saj, če bi vse vedeli, ne bi bilo več zanimivo raziskati. Tako, za primer dolgih nekodirajočih RNA bom navedla samo dve, in sicer Exist je prva, ki je pravzaprav meni ena najljubših, ker je res tako bistvena, a pravzaprav le ena RNA molekula. In sicer, kot vemo, se ženske in moški razlikujemo ne po številu kromosomov, ampak po številu spolnih kromosomov, pravzaprav ne število, ampak vrsti. Torej, ženske imamo 2 X kromosoma, prikazano tukaj, moški pa so XY, torej imajo le en X kromosom, drugi pa je kromosom Y. In seveda, da ne bi prišlo do tega, da imamo zdaj ženske število genov iz X kromosoma kar podvojeno, se mora en X kromosom utišati oziroma inaktivirati. In kako to naredi, je pravzaprav z molekulo Exist, torej z dolgo nekodirajočo RNA, ki pravzaprav zaobjame enega od kromosomov in ga na ta način utiša. Pravzaprav, če pogledamo na tej sliki, gre za tak oblak, ki ga tvori na enem od kromosomov, vidimo torej samo eno pikico oziroma en oblaček, in s tem nekako zagotovi, da se iz tega kromosoma noben gen ne bo prepisoval. Iz vseh ostalih, iz preostalega drugega X kromosoma pa se bo, in nekako govorimo o kompenzaciji dozi genov, torej na ta način zagotovimo, da imamo oba spola, torej tako moški kot ženske, nekako enako dozo prepisa genov iz kromosoma X. In to dela dolga nekodirajoča RNA. Drug primer, ki ga bi želela podati, pa je NIT1, dolga nekodirajoča RNA, ki pa je bolj na tej strani strukturne vloge, služi namreč kot osnovni gradnik oziroma nekako povezovalec, recimo temu okvir tako imenovanih paraspecklesov. To so take drobne kapljice ali suborganeli, ki se nahajajo znotraj jedra. Se pravi, če je jedro organel, tukaj prikazano z modrim, se pravi, tu imamo ogromno jeder, so te rozaste pikice ali kapljice, tako imenovani paraspecklesi. No, in NIT1 je glavni krivec in je nujno potreben, da se sploh te kapljice, ti kondenzati znotraj jedra tvorijo. Funkcija le-teh, torej paraspecklesov, pa je bila že povezana
z najrazličnejšimi stvarmi v resnici, od rakavih obolenj do funkcije v prirojenem imunskem odzivu in nenazadnje v pluripotenci. Torej njihov nastanek je pravzaprav ključen začetek diferenciacije celic oziroma po domače na nekem nivoju, zakaj se sploh zarodek uspešno razvije. No in s tem se je ukvarjal tudi moj mentor tekom svojega doktorata, torej Miha Modic. In zdaj nadaljujemo, zakaj sem zdaj hudično začela govoriti o teh kapljicah in kondenzatih in kaj ima to z RNA. Dejansko poznamo, ne vem, koliko blizu vam je že biologija, ampak eukarionska celica je sestavljena, torej obdana je z membrano, ima ogromno jedro, sestavljena pa je iz kupa drugih organelov. Se pravi, to so z membrano ločeni neki predeli celice, ki vršijo svojo funkcijo, kot vsaka soba na našem inštitutu. Vsak dela svoje, recimo, za zaprtimi vrati. No, dejansko pa poznamo en kup skupkov ali kondenzatov znotraj celice, ki pa niso ločeni z membrano, in to so vse te pisane zadeve, prikazane na tej shemi. Torej, za razliko od drugih organelov, te ne moremo imenovati kot organele, ravno zaradi tega, ker se pravzaprav gre za tekočino znotraj tekočine. Nekako se izločijo iz te zmede in tudi služijo najrazličnejšim namenom. Nekaj funkcij oziroma nekaj kondenzatov že poznamo precej natančno in vemo, zakaj so tam, kaj tam počnejo, zakaj sploh prihaja do njih, marsikateri pa so nam še neznani in tudi tu je nekako okviren, tak globalen naslov moje doktorske naloge oziroma tematika, kar je raziskovanje arhitekture in mehanizma nastanka RNA kondenzatov. Zdaj, kontekst, v katerem to študiram, je v zgodnjem embrionalnem razvoju mifi, ki ga prikazujemo schematsko zgoraj oziroma v dejanskih slikah embrijev v drugi vrstici. Pravi, gre za čas 3 dni pa pol do 5 dni po oploditvi, ko prihaja do izjemno grobih preureditev celice. Nekako v 24 urah, recimo, morajo celice, ki so tukaj identične, se počasi nekako začeti usmerjati in potem pri gastrulaciji oziroma takoj po gastrulaciji dobivati svojo smer, se pravi, v kaj se bodo diferencirale. No in že ta zgoden čas, če preden se karkoli zares diferencira, je nekako en kup neznanih zadev, morajo pa popolnoma zbrisati, kot bi rekli, svojo identiteto, se pravi, pobrisati vse, kar so vedele in na novo vzpostaviti neko drugo pot znotraj celice. Da ne zafilozofiram preveč, kar je ključno tukaj je, da so te v sestavi RNA, torej kateri geni se prepisujejo, kateri se vklopijo, kateri se izklopijo. To so izjemno dinamični trenutki, ki pa jih seveda ne študiram na mifih embrijih, temveč lahko vse faze rekapituliramo nekako in vitro, to pomeni v celičnih kulturah. Se pravi, ne delam z embriji, ampak delam s temi zadevicami tukaj spode, pravi, to so slike mišjih embrionalnih matičnih celicah, v katerih vklapljamo različne signalne poti in s tem se vklapljajo različni geni, predstavljajo pa pravzaprav različne faze razvoja embrija. Tako, to je nekako moj okvir, ker vemo, da se v tem času veliko stvari spreminja, veliko genov se prepisuje, pa se ugasne, pa drugi se prižgejo oziroma se začnejo prepisovati in potem spet ugasnejo. Zaradi tega smo v bistvu izbrali to fazo, da lahko gledamo, kaj pa se dogaja s temi RNA, kako se lahko tako hitro spreminjajo in ali so prisotni tudi kakšni drugi kondenzati. Ko govorimo o RNA kondenzatih, se pravi spet ti špagetki,
Daleč od tega, da je to ena molekula RNA oziroma molekula ene vrste RNA. Se pravi, gre za eno tako celo zmedo, absolutno gre za en krožnik špaget, različnih vrst špaget, če grem nazaj k svoji prehrani. Tretja točka, ki jo pa morate odnesti z tega predavanja, je pa dejstvo, da RNA nikoli zares ni sama. Torej, spet ta schematski prikaz je zelo nepravilen in če dodam neke sive proteinske, pravi proteini prikazani s to sivo kroglico, vedno je RNA bodi si vezana na proteine ali na tak ali drugačen način obdana z najrazličnejšimi proteini. Torej, ne gre za neke proste špagete v celici, gre bolj za špagete z mesnimi kroglicami. In to je dejstvo. Se pravi, lahko da govorimo o RNA kondenzatih, v resnici so skoraj zagotovo, brez skoraj, gre za skupke RNA in proteinov. Tako, spet povzamem neko schematsko celico tukaj na moji levi. Če pogledamo nekoliko širšo sliko, gre za nekaj izredno majhnega, se pravi, tovrstni kondenzati, kar njihova majhnost nas nekako tudi omejuje pri njihovem raziskovanju. In čeprav je daleč od tega, da smo jih šele zdaj odkrili ali opazili, gre se bolj za to, da so trenutno zelo aktualni v tej sferi znanosti, ker imamo končno metode, tako mikroskopije kot molekularne biologije, s katerimi jih sploh lahko raziskujemo in do njih pridemo. Torej, poleg jedra spet, ki ima celično membrano, imamo en kup takih zadevic, ki so praktično fazno ločeni. Kaj to pomeni, si mogoče najlažje predstavljamo s kapljico olja v vodi. Torej, čeprav imamo dve tekoči fazi, se bosta ti dve ločili. Ni membrane, ni, žlice vmes, gre za dve tekočini, ampak se fazno ločita. No, in to je nekako najbližje ideji, ki si jo lahko naslikamo. Vse ostalo je zares preveč abstraktno. No, in vprašanja, na katera sem želela recimo tekom svojega prvega leta, pa tudi kasneje odgovoriti, je v glavnem želja po identifikaciji teh dinamičnih, dolgih nekodirajočih RNA tekom zgodnjega embrionalnega razvoja, ali so katere od teh strukturne, torej vodijo k nastanku skupkov. Nenazadnje, s katerimi proteini se prepletajo znotraj teh skupkov. Kajti z odgovorom na ta vprašanja bi bili mogoče korak bližje k razumevanju, zakaj se sploh tovrstni kondenzati tvorijo in kakšno vlogo imajo. Mi verjamemo namreč, da v celici, ki je tako ustaljen stroj, dobro funkcionalen, ni veliko stvari po nesreči in čisto, ker smo pač pozabili na to. No, ali ima kakšno vlogo pri vsem tem tudi struktura RNA, pa mogoče drugič. Vse, kar lahko tukaj omenim, je ponovno, da gre za izjemno strukturirano, kompleksno strukturirano molekulo. Tako, potrebnih eksperimentov, recimo v laboratoriju, sploh v smislu iskanja novih strukturnih RNA, je nekako končna slika podobna temu. Tovrstni grafi se imenujejo Volcano plot, ker pravzaprav nekako spominjajo na izbruh vulkana na vseh straneh. Zdaj, kako sploh to najdemo, se pravi, izberemo dotične metode, tehnično pa to pomeni, izoliramo RNA iz celice in sekveniramo. V teh Volcano plotih v bistvu vsaka pikica, kjerkoli jo vidite, predstavlja svoj gen in bolj kot je ta na skrajno desni oziroma skrajno levi, večja je razlika v njegovem izražanju med mojo recimo kontrolno celico in vzorcem. V mojem primeru sem recimo uporabila posebne metode izolacije, ki naj bi razbile
ki naj bi specifično bile namenjene temu, da razbijajo takšne skupke, kot je ta spaget z mesnimi kroglicami, in s tem torej iščem, katere RNA se naenkrat začno pojavljati, če uporabim to metodo. Primerjam potem med različnimi fazami v zgodnjem embrionalnem razvoju, pa dobim nekaj takšnega in v bistvu vsako pikico, ki izberem, s pomočjo bioinformacijske analize dobim nekako tarčne gene oziroma iz teh se prepiše RNA, ki služijo, ki se zdijo zanimive in jih lahko tarčno raziskujem naprej. Svoje tarčne RNA imam. Kaj pa zdaj? Da bi lahko odgovorila na obe te vprašanji in s tem predvsem prišla bližje k odgovoru na to, kako in kdo vodi k nastanku teh skupkov, se lotevamo nekako eksperimentalno, metodološko iz dveh pristopov. Se pravi, ker ne pozabimo, vedno so vključeni tako RNA kot proteini, torej se lahko zadeve lotimo bodisi iz perspektive RNA ali iz perspektive proteinov. Začetek in predvsem vzpostavitev vseh teh metod, ki jih pri tem uporabljamo, smo pričeli z jedrcem. To je praktično največji fazno ločeni kondenzat, čeprav je ta shema mogoče malce napačna in izgleda, kot da ima membrano, je nima. Torej, gre za nek skupek kompleksnih RNA in proteinov, za katere pa že vemo, vemo, kateri so, zato ga tudi uporabljam pri svojih eksperimentih kot proof of concept, rečemo temu. Torej, vemo, da se v jedrcu nahaja ribosomalna RNA, vse možne ribosomalne RNA, poznamo, kateri proteini so tam, zato lahko tudi jedrca tako pobarvamo, pravzaprav barvamo proteine, se pravi tukaj v rdečem, jedra so označena z modrim, to rdeče pa so jedrca najrazličnejših oblik in velikosti. In metoda, s katero, se pravi, čeprav me zanima velika slika, kaj ta kondenzat počne, seveda moramo najprej poglobiti v njegovo sestavo na nivo ene molekule oziroma nekaj molekul, da lahko sploh razumemo, kaj se dogaja. No in metoda, ki nam to omogoča, je tako imenovano tarčno označevanje okolice oziroma angleško proximity labeling. Kot sem že rekla, se pravi, ne le, ko govorimo o označevanju okolice, ne mislim v kontekstu tega črnega krogca, niti ne tega skupka, ampak res bolj globoko, torej se res premikamo do posamezne molekule, ki nas zanima. Tukaj je recimo ena od metod, in sicer gre za Cas13 encim, na katerega vežemo Apex. Apex je pa spet drug encim, to lahko tudi pozabite, če se zgodi. Apex je v bistvu ta, ki svojo okolico označi. Pomeni, da karkoli se v radiusu tega Apexa znajde in ko ga aktiviram, da nekako značke na vse, kar je okrog. Torej, tako proteine kot RNA in to so te zvezdice s črko B. Se pravi, to je tisti encim, ki svojo okolico označi. Ampak kako pa ga pripeljem do svoje RNA, ki me zanima, pa mi omogoča Cas13, se pravi, če naredimo tak konstrukt in dizajniramo guide RNA, oziroma to so kratke RNA, ki v bistvu služijo kot vodiči enzimu Cas13, ki se specifično, ker ga pač dizajniram, se specifično nalegajo na molekulo, ki me zanima, na molekulo RNA, ki me zanima. Ta bo potem, Cas13 se bo zato pripeljal do nje in s tem pripeljal še Apex, ki bo označil svojo okolico. Se pravi, na ta način praktično označim okolico posamezne RNA, ki me zanima, katerekoli molekule RNA. Če mogoče bolj pokažemo, kako uspešni smo in mogoče rezultati so lažje razumljivi.
Spet imam v modrem pobarvano jedro, z rumenim imamo označen protein znotraj jedrca, za katerega že vem, da se tam nahaja. No, z rozastim pa prikazujem, kje se ta moj konstrukt nahaja in označuje svojo okolico. In mislim, da lahko te 3 tvorbe, to so 3 jedrca, lepo jasno vsi prepoznamo, da se prekrivajo tukaj spodaj. In to smo uspeli izpostaviti z magistrsko študentko Anjo Trupej, naši skupini, ki je vzpostavila ta sistem, da lahko tarčno označimo karkoli v okolici ribosomalne RNA 45S. Ok, to je z pristopa RNA. Kaj pa z pristopa oziroma z perspektive proteinov? Če poznamo, kateri proteini, se pravi, kaj te sive kroglice so, pa lahko spet z drugo tehnologijo pripeljamo ta isti apex pa proteina, ki nas zanima. Okay. Edina razlika je, da tle zdaj ni nobenega Cas13, ampak uporabljamo tako imenovan nanobody. To je pravzaprav neko pomanjšano protitelo, ki pride do proteina, do katerega koli želimo, pač na ta način ga zdizajniramo. In spet, ker je apex vezan nanj, označi, torej z značkami, označi svojo okolico, vse RNA in proteini, ki se tam nahajajo. Ok, tukaj recimo v tem primeru imam spet modro obarvana jedra, ciljala pa sem protein LIN28, ki se prav tako nahaja pretežno v jedrcih, pravi v večini primerov jih je več, ni le eno jedrce v celici, imamo pa da tudi nekaj zelenega v samem jedru. No in tudi v rozastem, kar kažem in upam, da lahko vidite, pa kažem v bistvu prisotnost značke. Njo lahko s posebno barvo spet poslikam in vidim, kako se ta 2 vzorca prekrivata. To pomeni, da smo uspešno privedli naš konstrukt in smo zmožni torej označiti okolico tarčnega proteina. Vse to pa je seveda le začetek. Ko enkrat vemo, kako analizirati sestavo RNA kondenzatov, je potem glavno vprašanje oziroma zabava se šele začenja, ko začnemo spreminjati te sestavne dele kondenzatov. In s tem je nekako cilj, dolgoročni cilj, da bi prišli nekako korak bližje k razumevanju tega mehanizma, kako se stvar sestavlja in zakaj se sploh sestavlja, kakšno vlogo ima. In kot rečeno, žal se moramo ponavadi poglobiti prav na nivo posameznih molekul, da lahko na koncu se vrnemo na nivo celice in upam, pridemo bližje odgovoru, kaj in zakaj se v teh skupkih zares dogaja. No, za konec pa še 2-3 slajdi samo o tem, zakaj nas to sploh zanima. To je pač vedno vprašanje pri vsaki raziskavi, kje lahko sploh to znanje uporabimo. No, tukaj sem najprej bi rada izpostavila RNA terapevtike. Ne boste verjeli, RNA terapevtik, to pomeni RNA kot zdravilo, je bil strani FDA v bistvu odobren že leta 1998. Je pa res, da so nekako svoj zagon začeli pridobivati šele po letu 2000, predvsem zaradi tega, ker je bilo veliko novih odkritij o sami bazični biologiji RNA. In kjer je nekaj zanimivega, se vzporedno takoj začnejo razvijati tudi potencialne terapevtske veje. Na levem grafu nekako prikazujem tudi, kaj se dogaja s financiranjem oziroma z trgom biotehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z RNA terapevtiki in pa predvsem na katerem področju. Torej vidimo, da je ogromno onkologije, nevrologije, srčnih bolezni, infekcijskih bolezni, praktično najrazličnejše zadeve. Danes je odobrenih že kup zdravil in še več jih je v zadnjih fazah klinične študije. Se pravi, še zdaleč od tega, da so famozne RNA postale le zaradi cepljenja. Pravzaprav je bilo končno
je bil že čas, da tudi vstopijo na področje RNA cepiv. Kajti, če je vse to mogoče že od 1998 je bilo že skoraj skrajni čas, da to vidimo tudi v obliki cepiv. No, ena od, recimo, RNA terapevtikov je tudi Spinraza oziroma njegov naslednik, ki se uporablja za zdravljenje spinalne mišične atrofije, pravzaprav res kruta bolezen, ampak o njej ste zagotovo že slišali, če ne prej, ko smo pred leti zbirali denar za zdravljenje malega Krisa. Namreč gre za redke bolezni, zato se tudi posega po tovrstnih specifičnih metodah in ti so žal dragi. Če gre za nek masovni paracetamol, ki ga vsi uporabljamo, ali za neka zdravila, ki pomagajo na stotine ljudem na svetu, se cena ustrezno pozna. Drug ključen, potencialen, uporaben vidik znanja, bazičnega znanja o RNA biologiji so recimo tudi same dolge nekodirajoče RNA, kot je PVT1, ki se je pokazala kot izjemno visoko izražena v različnih rakavih tkivih in se že uporablja tako za diagnozo kot za prognozo recimo kolorektalnega raka. No in nenazadnje, pa vseeno kot nekdo, ki dela bazično znanost, bi rada izpostavila, da je seveda ključno, preden katerokoli bolezen pozdravimo, da jo najprej razumemo. In brez bazične znanosti žal ni niti aplikativne, ki nas potem vodi v vse uspehe medicine in farmacije. In s tem bi se rada zahvalila za pozornost in vas pozvala k kateremukoli vprašanju z vaše strani. Hvala lepa. Najlepša hvala, Tajda, za to zanimivo predavanje. Zdaj bi rada najprej vse pozvala, da lahko Tajdi zastavite vprašanja preko Slido aplikacije, lahko pa tudi kar v chat napišete tukaj, oziroma tudi dvignete roko preko Zooma in vam bom poskušala dati besedo. Zdaj bom sam na hitro preverila. Imamo eno vprašanje v Slido, ki je mogoče Tajda, ali imaš kakšno priporočilo, kako se vključiti v raziskovalne vode? Letos diplomiram, nadaljevala bom z magisterijem in že zdaj vem, da me zanima raziskovanje. Super vprašanje. Super. Čestitke. Jaz takrat še nisem vedela, kaj me zanima. Jaz sem začela z maili. Čeprav se sliši bedno, nikoli ne veš v resnici, kdo od profesorjev, se pravi, veliko časa preživiš na Googlu, iščeš, kaj bi te nekako zanimalo, pa kje bi te zanimalo, potem se potrudiš stopiš v stik s samim profesorjem, z vodjo skupine, je pa veliko lažje, seveda, če že imaš kakšen stik oziroma kontakt nekega starejšega kolega, ali pa recimo Petro, ki je zdaj na Švedskem, nekaj takega, ki ti mogoče lahko iz prve roke tudi povejo, kako to izgleda, kako se dejansko dela, kaj to pomeni. Je pa res, tudi s profesorji, s katerimi sem jaz delala, sem v bistvu, poslala mail in nekako se trudila pokazati interes in načeloma so vsi zelo veseli takih mailov, če le imajo čas. Velikokrat se zgodi, da so prezaposleni in se žal ne odzovejo, ampak ni nič osebnega, res imajo veliko dela. Je pa tudi en kup takih dogodkov, od ASEF-a, TIS-a, fakultet samih, ki delijo izkušnje bivših, recimo Erasmus študentov, študentk, ali pa tudi drugih programov, kjer zagotovo dobiš več informacij iz prve roke. Super, Tajda. Jaz se strinjam in verjetno smo tudi vsi ASEF-fellowi na voljo, če vas zanima kakšno specifično področje, je najboljše, da kar direkt kontaktiraš nekoga, ki se s tem ukvarja. Pa še mogoče vprašanje, ki se navezuje na to. Si bila na praksi v Münchnu preko Erasmusa? Najprej Erasmus, potem smo nekako podaljševali, potem več ni šlo podaljšati.
pa smo našli neka sredstva z mentorjem tam, pa še ena druga sredstva, ampak ja, začne se z Erasmusom, pa kjer je volja, tam je moč. Super. Tajda, te bom pa zdaj vprašala mogoče kakšno vprašanje. Jaz imam ful vprašanj glede tega predavanja, pa mogoče najprej zanimalo me, kako fagocitoza, se pravi, ko neka celica internalizira drugo celico, največkrat imunske celice, kako to vpliva na formacijo paraspeckles? Si predstavljam, da se koncentracija in kompozicija RNA spremeni v celici. Zdaj si pa me. Odgovor je, ne vem. Ampak ja, se strinjam, zagotovo je to del tudi tistega, kar sem omenila s prirojenim imunskim odzivom in se pravi s raziskavami narejenimi na paraspecklesu na tem področju. Ampak že sama, ne vem, meni se to zdi, fagocitoza se mi je zmeraj zdela taka res huda stvar, ki se celici lahko zgodi, ne, da gre, ne vem, cel nov kup materiala vanjo. To, kar funkcionira, to ne umre, ali kar nekako izgine. Tako da verjamem, da je en kup dognanj že mora biti znanih, no, kaj se dogaja. S paraspeckles pa ne vem točno, lahko ti pa pošljem ta članek, ki sem ga omenila v tej točki. Super, hvala. Zdaj imamo pa v chatu še eno vprašanje. Super predavanje. Bi bilo mogoče to, kar počneš z embrionalnimi mišjimi celicami, izvesti s človeškimi induciranimi pluripotentnimi celicami? Ja, absolutno. Vsak model ima svoje pluse in minuse, zdaj mi se nekako tega držimo, ker ga tudi večina ostalih laboratorijev uporablja in pa lahko iz več različnih konceptov pa idej tudi podatke primerjamo. Plus mišje so nekako lahko dostopne. Ko gremo na humane, induciranja pluripotentne matične celice so vseeno že taki, ne vem, etični zadržki, pa vseeno so humane, tudi način dela je, moraš biti malo bolj previden, no. Ampak absolutno se da, tudi namen je vsake bazične raziskave, da počasi preidemo iz celičnih pa živalskih modelov na humane celične in dokončno na nekaj kliničnega, torej na ljudi, ko že imamo nek dokazan učinek. Pa je mogoče že znano, če so kakšne bistvene razlike v kompoziciji ali pa formaciji paraspecklesu med mišmi pa med ljudmi? Ja. Mislim pa, da to pa je že poznano. Se pravi, paraspeckles so eni od teh, nuclear speckles so drugi, ki so bili v bistvu že dosti močno študirani, tako na miših kot na človeških modelih, v glavnem celičnih linijah, no. In so razlike, ni vse premočrtno, ampak nekako strani mehanizma mene dotično niti ne zanima, zdaj, da je nekaj točno v človeku, ker na koncu se izkaže, da neka vezava proteina na RNA oziroma kako se to sploh veže, je pa dosti evolucijsko ohranjeno, no. Hvala lepa. Zdaj pa eno vprašanje iz Zoom chata. Vile Stegne sprašuje, ker smo v tem času, mora biti zastavljeno tudi takšno vprašanje, kako laični javnosti, katere del sem normalno tudi sam, razložiti, da mRNA cepiva niso nevarna oziroma zakaj so varna, ter da v njih ni nobene snovi, ki bi bile nevarne. Ker skoraj ne mine debata v službi, na pijači, kjerkoli na to temo. Hvala in meni osebno super razlaga osnovnih pojmov. Hvala, Vili. Srečno. Srečno, jaz se tudi s tem borim, vsi se borimo, zagotovo vsak znanstvenik je že neštetokrat se pač stal od mize pa šel stran. Kar bi, mogoče se lahko kar vrnem na začetek, se pravi na to centralno dogmo biologije, jaz nekako se ponavadi k temu zatečem, čeprav je stvar bolj kompleksna, ampak kot sem rekla, nekako informacija, torej genski zapis gre vedno v tej smeri, iz DNA v RNA do proteina. Res je, da so nekateri virusi in že drugi organizmi
zmožni sicer RNA prepisati nazaj, torej reči si temu reverzno prepisati za DNA, ampak to je moje osebno mnenje, obstaja in kup raziskav z tega področja, ampak to je reakcija, ki jo mi v laboratoriju delamo pod natančno določenimi optimiziranimi pogoji, pa še včasih ne deluje. In mislim, da sploh ni variante, da bi se to zdaj kar začelo prepisovati na njim, vgrajevati genom. Mislim, če bi se to dalo, bi bile tudi marsikere druge bolezni že rešene. No. In ja, zmeraj gre v to smer, plus mRNA, katerakoli mRNA iz okolja, tudi če jo jaz vržem na celice, spet v strogo nadzorovanih pogojih, kar ni organizem, ampak so samo identične celice, bo ta v bistvu razpadla, jo bojo drugi encimi pojedli, uničili. In to ni neka stvar, ki je mikročip, ki ostane tam za večno in se ne moramo znebiti. Pravzaprav svojo funkcijo oddela dosti hitro, pa se je pa celica znebi. Če kaj pomaga, upam, da pomaga. Ja, hvala Tajda in Vili. Pa še malo spet bolj osebnih vprašanj na chatu. Kaj te pri delu najbolj veseli? Trenutno imam en kup enih eksperimentalnih problemov, tako da najbolj me veseli kava po kosilu, ko gremo s sodelavci, pa malo brainstormamo, kaj vse je šlo narobe in zakaj in kako. Drugače pa so lepši časi ponavadi, kaj ni toliko problemov z eksperimenti. Je pa mogoče lih to, da si praktično, ne vem, imaš ta privilegij, da delaš nekaj in si plačan, da odkrivaš toplo vodo, kot se rada izrazim. Se pravi, ti si dejansko temu namenjen, da razmišljaš in da opažaš stvari in jih skušaš povezati skupaj. Se pravi, ni nobene rutine. Sploh pa, ne vem, našim delavnikom, ki je toliko fleksibilen, ti res nikoli ni dolg čas. So dnevi, ki si grozno neproduktiven, pa so tedni, ki skompenziraš to neproduktivnost. Ampak nekako že sam ta način dela je meni zadostna motivacija. Pa super ljudje v okolju. Ja, super. No, če nadaljujemo še malo bolj na osebni ravni. Vprašanje v chatu. Omenila si, da si pošiljala maile v tujino ali profesorjem v Sloveniji. In če si jaz drznem dodati še mogoče, kako si se začela povezovati z mogoče znanstveniki in kako se zdaj povezuješ? Jaz sem tekom diplomskega študija sem opravila eno prakso na fakulteti pri profesorci, ki je bila sicer vodja študija in smo jo pač večkrat srečevali in sem bila nekako, imam viška časa, če bo kaj, in me je pa res poklicala in sem nekako počasi začela z njo. Pa se mi je zdelo zanimivo in prav, da nekako izkusimo res tisto samostojno raziskovalno delo. In v bistvu prvi stik s tujino je bil vseeno slovenski, ker me je takratni somentor pri diplomski nalogi v bistvu napotil k Mihi Modicu, ki je bil takrat doktorski študent v Nemčiji. In je bil ena študentka bi šla na prakso in on je bil, super, naj pride. In to je bil začetek. Veliko težje je, če začenjaš iz nule, mogoče tudi, ker sem pol že imela eno prakso v CV-ju, pa pišeš s drugim profesorjem tujino, mogoče izpadeš nekako bolj izkušen, ampak ni pa nujno. Kogarkoli sem spoznala, je imel s slovenskimi študenti zmeraj odlično izkušnjo in so zmeraj, ko so videli slovenske študente, pol druge, tretje, četrte generacije so jih z veseljem sprejeli. Zdaj pa če se na Petrino vprašanje, se pravi kako... Ja, to je pa dobro vprašanje, bolj v smislu, zmeraj si nekako vodja raziskovalnih skupin koval v nebesa in jih še, mislim, so fenomenalni ljudje, ne. Tukaj v Londonu si delimo laboratorij z Nobelovci, ne, to je pač, kako? Ampak v resnici so samo ljudje.
In počasi z več in več praksami sem ugotovila, da si ne zbiramo le mi skupin, oziroma da nismo mi tisti, ki se moramo non-stop dokazovati. So tudi vodje, pa mentori tisti, ki se morajo dokazovati tebi, kot nekemu mlademu kadru. Se pravi, tudi profesor mora tebe prepričati, da boš ti ostal v njegovi skupini ali pa da boš delal nekako v njegovi raziskovalni sferi. Tako vse je oboje stransko, kar seveda ne zmanjša spoštovanja in občudovanja v nobeni meri, ampak je nekega strahu spoštovanja se poznebiš s časoma. Ja, se strinjam. Hvala Tajda za ta odgovor. Mogoče še eno vprašanje bolj v navezavi na RNA. Lara sprašuje, kako je z aplikativnostjo RNA kot metodom uporabe proti odpornostim na antibiotike, antisense in riboswitches RNA. Ali to predstavlja neko perspektivno metodo problema odpornosti? Spet ste me dobili. V resnici ne vem. V smislu odpornosti imam nekaj kolegov, ki veliko študirajo na bakteriofagih in jaz sem bolj zasuta s tem, da so bakteriofagi. Iz njihove perspektive so zmeraj bakteriofagi prihodnost, torej rešitev antibiotski rezistenci. Ampak res si ne drznem si komentirati, je pa definitivno dobra točka in sklepam, da izhaja iz neke ideje že nekje. Je pa izven tega mojega, to je nekako bolj okoljski, že skoraj okoljski problem. Bi si pa upala trditi, da vsekakor od vseh antisens oligonukleotidov in vseh novih konceptov RNA, ki se pojavljajo na trgu, zakaj pa ne? Še ena veja, na katero lahko posežemo. Je pa mogoče, finančno, če se splača, definitivno se, ko se pojavi neka huda antibiotska rezistenca. Ja, hvala. Jaz zdaj ne vidim več nobenih vprašanj v chatu. Lahko pa me še vedno, oziroma lahko Tajdo še vedno vprašate preko chata v Zoomu, oziroma kar dvignete roko. Mogoče imamo čas še za par vprašanj. In dokler čakamo, da se še kdo pogumi, morda te lahko jaz vprašam še eno vprašanje, Tajda. A so mogoče že kakšne metode izolacije celičnih kondenzatov oziroma paraspecklesov, pa da bi jih lahko posekvencirali na podoben način kot single cell RNA-seq ali pa kakšna podobna metoda? To bi rekla absolutno, ker je zdaj malo morje, karkoli liquid phase separation, se pravi te fazne ločbe. Mislim, da sem tudi nedavno bila na enem predavanju, ki je obljubljal ravno to, se pravi nekako na bazi sedimentacije skoraj, da ne, se pravi z ultracentrifugiranjem. Vem za eno skupino, ki se trudi zdaj vzpostaviti, ne le da ločijo različne celične organele, se pravi nekaj velikega, ampak se trudijo tudi spostaviti, nekako razkopati te delčke na manjše koščke in da bi s tem, se pravi, lahko tudi neke manjše kondenzate izolirali. Koliko je to uspešno, še ne vem. Bi si želela, da je kmalu, ker bi tudi meni ogromno pripomoglo. Zdaj ti načini označevanja okolice so sicer super, ampak tudi rabiš eno lopato vzorca, da dobiš karkoli ven, da lahko pripraviš za sekveniranje. Ampak ja, mislim, da nismo še na single cell nivoju. To bi si upala trditi. Sam razmišljam, če so kere. Bolj so iz starega principa, se pravi z NIT1 za raznimi zankami ali kakršnokoli modifikacijo NIT1, vem, da so uspešno izolirali točno to. Ampak ja, če te zanima struktura, nočeš posegati v samo strukturo, ne? Ker to že zgubi smisel. Hvala lepa. Glede na to, da ni več nobenih vprašanj, bi mogoče kar zaključili to današnje predavanje.
Najprej še enkrat hvala, Tajda, za toliko novih informacij in tudi res lepo in jasno odgovorjeno vprašanja. In hvala vsem, ko ste se nam pridružili na še enem predavanju ASEF Mladi umi. Posebna zahvala gre tudi Blažu in klubu belokranjskih študentov. In preden pozabim, bi vas prosila še, da izpolnite anketo o dogodku, ki bo tudi v kratkem poslana na vaše elektronske naslove. Tako da hvala še enkrat vsem in upam, da se vidimo na kakšnem prihodnjem ASEF dogodku. Hvala. Hvala tebi in hvala vsem za pozornost.